jednoglasno oziroma soglasno smo sprejeli sklep, da dajemo Novi Sloveniji čas do ponedeljka do 12. ure, da se odločijo, ali za njih je še možna vrnitev na ta pogajanja ali ne, glede na to, da smo ugotovili že zadnjič in tudi oni so ugotovili, da je vsebinsko bil narejen velik napredek in da so pogajanja dala rezultat. To je ugotovil tudi njihov izvršilni odbor in zato, kot sem rekel, je sklep, da se jim do ponedeljka do 12. ure da ta čas. Če bo odgovor negativen oziroma če bodo rekli, da za njih pogajanja z nami niso več sprejemljiva, bomo potem začeli pogovore z drugim potencialnim partnerjem. Torej z Levico. Ja. Mislim, da pošteno ni, da bi delali na dve strani in da glede na to, da smo vsi že zadnjič ugotovili, da je bil vsebinsko dosežen napredek oziroma da smo vsebinsko tako usklajeni, da lahko govorimo o skupnem nastopu v koaliciji, se nam zdi korektno, da Nova Slovenija tudi pove, glede na to, da so rekli, da je tisto veljalo za prvi krog, glede na to, da se je ugotovilo, da tudi Janez Janša v tem trenutku nima nobene možnosti sestaviti vlado, da pač povedo, ali je za njih opcija sodelovanje z nami. Če to ni, seveda potem bomo mi iskali drugo opcijo. Po tretjem krogu pa njim ne boste več dali možnost, da se pridružijo potem, če bodo v drugem rekli ne. No, mi želimo vsekakor v drugem krogu narediti nek napredek, ker mislim, da so tako ljudje, da je javnost in da tudi mi vsi, ki smo bili izvoljeni na teh volitvah, si želimo napredka, si želimo, da se vlada oblikuje in da vlada začne delati, ker ta stagnacija zdaj ni dobra ne za državo, ne za nikogar in mislim, da nas čakajo težki izzivi v bodoče, da se bo vlada morala lotiti problemov in da je bil tega vmesnega časa že precej in da je zdaj čas za odločitev. Zato ne špekuliramo s tretjim krogom, zdaj je pred nami drugi krog, v katerem želi stranka LMŠ in pa seveda vsi partnerji tudi doseči napredek in priti do vlade. Pa bi za vas prišla v poštev tudi manjšinska vlada s podporo Levice, to vam vendarle Levica na nek način tudi ponuja? No, mi želimo vsekakor v drugem krogu, kot sem rekel, doseči napredek in priti do vlade. Kajti špekulacije s temi krogi, mislim, da je bilo že precej je bilo spinov, precej je bilo takšnih in drugačnih izjav. Mislim, da je čas, da se zadeva premakne z mrtve točke. Stranka LMŠ je pokazala veliko potrpljenja, je pokazala veliko konstruktivnosti pri oblikovanju koalicije. Tudi na teh pogajanjih smo bili zelo državotvorni, zelo smo si in si še prizadevamo za oblikovanje te koalicije. In zato želimo, da se zadeva tudi premakne naprej, ker ne nazadnje to pričakujejo od nas tudi ljudje. Težko je ljudem vsak dan govoriti, da še nič ni, medtem ko so volitve bile že zdavnaj mimo in je čas, da se vlada oblikuje. Zakaj bi Levica še imela interes za pogovore z vami, če jo puščate tako ob strani? Levice ne puščamo od strani, ampak glede na to, da smo zadnjič sedeli z Novo Slovenijo skoraj 12 ur, da smo dosegli vsebinsko, da smo se lahko uskladili, mislim, da je prav, da vemo, ali so tukaj vse možnosti izčrpane. Kajti ne bi bilo pošteno se pogovarjati na dve strani, ker smo že v štartu rekli, da tega pač ne bomo počeli. Mi smo znotraj petih strank smo usklajeni in tako vsebinsko, kot tudi kadrovsko se bližamo rešitvam, tako da to jedro petih strank je trdno in zato pač želimo tukaj preveriti, ali so res izčrpane vse možnosti, če se bo Nova Slovenija odločila, da z nami ne gre,
seveda bomo potem začeli resno pogajanje. Ne moremo pa se pogajati nekako s figo v žepu in na dve strani potem v tem smislu bi pa res lahko izpadlo, kot da je to neka rezervna varianta vse skupaj. Jaz mislim, da je treba vložiti še toliko napora, da je treba še toliko počakati, da vidimo, ali so ta pogajanja, ki smo jih imeli zadnjič, ki so bila zelo uspešna, ali je to še zgodba ali ni več in nekaj dni ne bo nič spremenilo, ker tudi Levico imamo mi za resno stranko in zato ne želimo z njimi tudi nekaj špekulirati. Če bomo šli z njimi v pogovore, bodo to vsekakor resni pogovori. Se pravi, ste govorili... Nekaj slišali, se pravičujem, z gospodom Toninom oziroma iz Nove Slovenije, imate kakšna, ne vem, zakaj konkretno ste se tako odločali, da jim dajete čas, če se je izvršilni odbor takrat, kolikor ne niso omenjali prav neposredno, da to velja samo za prvi. Pa včeraj je gospod Tonin rekel, da se izvršilni odbor Nove Slovenije prihodnji teden ne bo sestal. Imate vi kakšno drugačno informacijo? Ja, poglejte, mi smo pač sprejeli ta sklep. To je naša legitimna pravica, ker želimo, da se zadeve premaknejo naprej, da dobijo, da gredo na drugo raven, da se približamo oblikovanju koalicije in v nedogled pač ne bomo mogli čakati in špekulirati. Čas je, da se začne delati. Kaj boste počeli v tem umestnem času? Boste Novi Sloveniji morda ponudili še kaj drugega ali delali samo na odnosih med starimi koalicijskimi partnericami, ker to je Novo Slovenijo v končni fazi motilo? No, gledajte, odnosi so lahko moteči za tega ali onega, lahko so takšni, lahko so drugačni, ampak mi smo vsi, verjamem, da profesionalci in ne morejo neki odnosi vplivati na delo, ne? Ker če bi tudi mi ali pa vi, novinari, med seboj verjetno imate takšne ali drugačne odnose, pa to ne pomeni, da ne morete vsi skupaj zdaj tukaj stati in čakati, kaj bomo mi povedali, a ne? Tako da odnosi so v drugem planu. Pomembno je, da smo profesionalci, da imamo jasno določene cilje, to je skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu recimo, in da to izvedemo. Zdaj, kakšni so pa odnosi, to je pa vedno subjektivna ocena. Sam nisem zasledil, da bi bili odnosi taki, da se ne bi dalo delati in verjamem, da se bo dalo, če bomo prišli do dogovora. Rekli ste, da se dogovori glede kadrov bližajo koncu, pa me zanima, koliko ste konkretno govorili o kadrih in katero stran pa ste upoštevali v morebitni sestavi. Ja, tukaj morajo vse stranke pač povedati, kako vidijo situacijo, kje se vidijo in glede na to, koliko strank je, kakšna so razmerja, mora pač biti to vzajemno. Vsak mora pač povedati svoje in potem je to stvar dogovora. Tukaj ne gre, da bi kar eden določil vse ali pa eden imel vse, drugi nič in tako. Predvsem morajo pa stranke tudi povedati, kje se čutijo kompetentne, kje vidijo rešitve, da se bodo tudi s temi problemi spopadli. Ne moremo kar nekaj na pamet, ampak mora vsaka stranka povedati, kje so njene prioritete in kje se vidi in ta dogovor gre v pravo smer. Ali je, nekoč ste dejali, če se izkaže ta cesta z NSI za zaprto, ali je potem realna možnost tudi tehnični mandatar za vas? No, po tehničnem mandatarju je ta hip absolutno, mislim, da deplasirano govoriti, ker vsej tehnični mandatar je bil na Hrvaškem, pa smo videli, kaj se je zgodilo. Mislim, da smo bili na volitvah, mislim, da smo vsak dobili svojo količino glasov, s tem smo dobili tudi vsak svojo količino odgovornosti in če smo odgovorni, potem bomo vlado sestavili in bo ta vlada tudi lahko začela delati. Ne vem, kaj bi tehnični mandatar rešil, ker mislim, da tehnični mandatar ni na volitvah dobil politične odgovornosti in da ljudje niso volili in mislim, da tisti, ki je bil izvoljen, ki je dobil toliko glasov, da lahko oblikuje koalicijo, je prav, da tudi jo, če seveda so tudi drugi za to. Tudi če se izkaže, da ne vi, ne gospod Janša, ne boste mogli sestaviti večine? O tem še zdaj ne razmišljam. Mislim, da je potrebno najprej izčrpati vse možnosti tukaj.
Prav je, če so stranke odgovorne, če želijo delati za to državo, potem je vlado treba sestaviti, če jo pa zdaj ne bi uspeli sestaviti, pa tudi tehnični mandatar ne bo nič rešil, ker poslanci bodo enaki, število glasov bo enako in Po prvem krogu, ki se včeraj izstopal, je predsednik Republike tudi ponovil znana stališča. Zanima vaš komentar. Namreč on nekako pravi, da se zavzema za stabilno vlado, ki bi se na nek način formirala okrog relativnega zmagovalca. On nekako razumeti vztraja po tej formuli. Ja. Eno so želje, drugo je realnost. Predsednik je dlje v politiki kot jaz, tako da to dobro ve. Rekli ste, da se vi ne boste pogajali na dveh stranih, ampak Nova Slovenija se je. Nova Slovenija se je, ampak Nova Slovenija je tudi bila v nekem specifičnem položaju. Povedali so, da pač tako bo, čeprav tudi ne glede na to, da so se pogovarjali na drugo stran, so ti pogovori brezpredmetni, če smo ugotovili, da druga stran nima možnosti sestaviti vlade. Hvala lepa. Hvala lepa.